Večer voščim, spoštovani gledalci, spoštovane gledalke VTV televizije in oddaje Najviža. Spet je četrtek in zopet se gledamo v živo tako iz našega studija in smo v veselem pričakovanju današnje oddaje. Saj so naši gostje, Korošci, glasbene legende na narodno-zabavni sceni, ansambl, ki ima mnogo hitov, ki jih poznate in jih pripevate vsak dan za veselje in kaj ne rečem, zelo se veselim današnjega pogovora, saj imajo bogato zgodovino in marsikaj lepega in morda tudi neznanega bodo povedali. Dame in gospodje, z nami so štirje kovači in skladba Kje doma si ptič. Uživajte! Šel dol, si droben ptič nocoj, ko mrak objame dan v sence noči. Daleč pod nebo, zakrilju si v slovo, pisem otožna v zraku nežno zveni. Poiskal s teboj bi tisti srečni kraj, kjer skrije se skrbi in žalost zbledi, kjer dočakaš dan in ti želja nima, pisem le vzameš si na daljne poti. Srečni kraj, kjer skriješ se skrbi in žalost zbledi, kjer dočakaš dan in ti želja nima, pisem le vzameš si na daljne poti. Tako krasno je zazvenela prva viža v današnji oddaji naših glasbenih gostjev. To so naši Korošci in jaz sem zelo vesel, gospa Hermina, en lep dober večer. Ja, lep dober večer gledalcem in gledalkam VTV-ja in seveda oddaje Najviža. Super. Kako ste drugače? Vse v redu, vse pod kontrolo? Ja, seveda. Moram povedati, da štirje kovači smo nocoj javno nastopamo kot 70 let v VTV.
vaši vdaji in seveda smo zelo veseli, da smo pri vas začeli te javne nastope za 70 let. Absolutno, jaz pa sem še bolj vesel, da se lahko s tem pohvalimo. Letos mineva res 70. leto neprekinjenega delovanja, kar je zrušil vse rekorde, verjetno tudi svetovne, ne samo zagotovo zaradi Guinnessove knjige. Mi smo zelo veseli, da smo vpisani v Guinnessovo knjigo in to seveda kot ansambl, ki je deloval in deluje neprekinjeno 70 let. Tudi smo veseli, da imamo v Slovenj Gradcu, da je nam mestna občina uredila muzej 4 kovačev in seveda vas vabimo, če boste kaj hodili, poslušalci oziroma gledalci, vas vabimo v naš muzej v Slovenj Gradec. Krasno, jaz sem ta muzej že obiskal, ker sem seveda Slovenjgračan in moram povedati, da je res se splača predpogledati, ker je zelo bogata zgodovina v njem in marsikaj lahko preberemo in vidimo. Tako da je zelo lepo. Kako ste sicer preživeli veseli december? Še vedno ste zelo pridni, se odzovete in greste na različne, seveda, krajše nastope. Je bilo tudi za vas pestro? Ja, zelo pestro je bilo leto 2023 in seveda tudi 2024 se kaže, da bo zelo pestro in seveda mi smo čisto v decembru smo zelo veliko nastopali, tudi zdaj v januarju imamo marec, februar, tako da pripravljamo tudi en velik koncert, če bo to ljubo zdravje in jaz verjamem, da bo. In seveda to bo v našem mestu Slovenj Gradec. Se je že zdaj veliko zanimanja za to, že kliče, da bi prišli z avtobusi iz vseh koncev Slovenije in če bomo imeli koncert in tako da pravzaprav se veselimo tega. Absolutno in tudi takrat, ko bo znan datum, vse bomo tudi v naši oddaji povabili naše zveste gledalke in gledalce na ta koncert, ki bo zagotovo nepozaben. Mislimo, da bo kje v mesecu maju, tako predvidevamo. Super. In 4 kovače nastopamo takole za pol ure razna presenečanja ali pa uro, pa razne druge snemanja in tako da smo kar vpeti še v glasbo, čeprav delamo 70 let neprekinjeno, ampak vedno še imamo radi glasbo. Super, to se tudi vam vidi. Moram še povedati za vse gledalke in gledalce, če ne vejo, danes je gospod Franc malo na slabšem glasu, zato bomo več govorila midva in seveda tudi z ostalimi člani. Drugač pa kakšen je recept Hermina za tiste ansamble, mogoče, ko so začeli v lanskem letu ali pa delujejo na glasbeni sceni, ne vem, 3, 4, 5, 10 let? Kakšen je recept za takšno dolgo in uspešno delovanje v takšnem sestavu? No? Ja, kaj naj rečem, jaz sem v ansamblu 50 let, lansko leto je bilo 50 let in pri nas je samo 12 članov v ansamblu, vseh 70 letih zamenjalo. Mislim pa, da je eno razumevanje, prijateljstvo mora biti in tudi šef mora biti tak, da se lepo da z njim pogovoriti. Absolutno in Franc je zagotovo en izmed takšnih šefov. Tako je, No, super, krasno. Gremo naprej na glasbo. Slišali bomo kar veliko lepih komadov 4 kovačev in naslednji bo Swing polka. Pridi Nežka, veselje bo in fešta nocoj. Nocoj. Zakaj bi le čakala, bi tu doma tičala nocoj. Do jutra bo plesalo se, objemalo, ljubilo. Pridi, kaj obira se. Pridi, nič ne reci, kavbojke oblici. Hitro pojdiva na ples. Pridi Nežka, pričela se je fešta nocoj. Palčki nas vrtijo, polke krog podijo nocoj.
je mlado, staro pliše vse, srce so premočene, to pa je ta prava muzika. So nove melodije, dobri stari hiti, poleg kvačka polke je še swing. Tako, to je bila swing polka in v našem studiu je zelo, zelo veselo. Poslušamo različne skladbe, tudi takšne, ki niso tako pogoste morda in jih ne tako pogosto slišimo. En lep pozdrav tudi vama, obema Andrejema. Andrej številka 1, bomo rekli, in Andrej številka... Ne, se hecam. Andrej pa Andro. Andro pa Andrej, vredo se mu poskušal. Zaradi lažjega razločevanja je on Andro. Zmenjeno. Andro, prej smo s Hermino govorila, da je za recept za dolgo delovanje seveda tudi, bom rekel, dober šef ansambla. In Andro, torej, kaj bi ti rekel, kakšen šef je Franc? Ja, zelo vredo šef. Zastopimo se več, kada za pijačo, tako da pol pa to vse mi poglihamo, ker tam blizu šanka. No, krasno. Ni škrt? Ne. Dopusta da dovolj? Ja, mislim, kako se ga rad. Mora biti. Kakor kdaj tako mora biti, ne? Ja, grem zdaj še do Andreja. Lahko dodam, ko je Andro povedal, da da večkrat za pijačo, po povajah da vedno B-del, za B-del je pa tisto. Teda, to je pa vedno, redno, B-del. Aha, tisti je pa vedno. Takih šefov je zelo malo. No, krasno, same pohvale. Jih ne delajo več. Jih ne delajo več, no, super. Same pohvale. Torej, je na vajah, a še vi sploh potrebujete vaje? Ja, vaja dela mojstra, ne? Mojster pa vaje. Res je, torej, kljub temu, da ste vse komade, vse pesmi, no, odigrali že 1000-krat, še vedno je treba kdaj. Tisto malo povadimo, ampak smisel največ je tisto druženje, da pridemo skupaj, kjer rečemo, in da ostanejo tiste res pristni prijateljski odnosi. In kje vadite, če vaje so? Ja, pri Francu. Pri šefu. V kleti. Ok, zdaj bom pa jaz malo vprašal, Hermino, a to je verjetno še kar veliko škode se naredi, ko pridajo ti fantje na vaje, kako je? Zdaj, ko poslušam, verjetno... Mošt mora biti. No, to sem hotel reči, verjetno... Pa seveda tako je on pokazal, Andrej naš. Jaz mislim pa, da res glavno je druženje in pravzaprav že, če dolgo ne pridemo skupaj, je že kar dolg cajt. Je že dolg cajt, ne? Če greva zdaj face v preteklost, takrat, če sicer vas ni bilo v ansamblu, leta 1954 so združili moči 4 fantje, ki so delali v kovaštvu. Tako se je zgodba začela. Ja, tudi zato, ko so potem iskali, kako bi se imenovali, seveda bili so v kovačiji, so delali in tako je bilo čisto enostavno 4 kovači. In fantje potem so preigravali razne veselice, nastope in poglejte, danes smo 2024. Kako to čas beži. In danes je vas 6 kovačev in 1 kovačica. Bi lahko rekli, tudi razširili ste se malo. Tako, ja, seveda. V vseh teh letih. Fizično. Ne, nisem. Andrej, ne tunkaj me. Nisem mislil tako, ampak razširili kot zasedba. No, fizično Od bedela, pa se ni nič narobe. Pokamo od zdravja. Ja, dobrega človeka ni nikoli preveč. Tako je. Super. V redu. Hermina, leta 1972 pa so 4 kovači, oziroma je Franc naredil audicijo, je bilo tako? Ja, to je bila tudi ena zanimiva zgodba. Prej sta pela Tine, pa France, dvoglasno, pa so potem France delal komade, pa je nekako želel, da se to
petje razširi in malo bolj bogato, in tako je potem tudi naredil avdicijo in za ženski glas in za ženske. In dekleta so prihajala in seveda so bile na tej avdiciji, ampak potem so se z eno deklico zmenili, ker pač primerna barva glasu bila, Francetu in Tinetovemu glasu, in naslednji dan, ko morala priti na vaje, pa je ni bilo. Zdaj pa potem smo se hecali, ne vemo, a je mož ali oziroma fant ni pustil, ali se je sama ustrašila, da je prevelike čevlje stopila, ampak tako se potem, Franc je pa napisal skladbo Čakal sem deklico v potoku in seveda je želel, da bi to en ženski glas zraven zapel. In bila je vaja, pa je rekel, dej Hermina, ti probe zapet. Jaz sem pa že večkrat se silila pa hotla, ko je on kaj komponiral, ampak vedno počakaj, jaz komponiram, je bila beseda, a ne? Ja, tako je bilo in seveda jaz to zapojem z tema fantoma na vaji, pa pravi, joj, še enkrat zapoj, smisel, te sem ga pa že kaj lomila, ampak še enkrat zapojem in ja, enoglasno so rekli, ta barva glasu pa glaše pa najbolj odgovarja in tako sem jaz pristala pri 4 kovačih. Ampak prej sem bila pa dolgo doma in se ni vedelo, da znam peti, a ni to? Zelo zanimivo in ja. Franc je mogoče rabo potrditev še od ostalih članov. Mogoče, ja. Mogoče. Kdaj ste se s Francom spoznala oziroma kdaj sta Jojna, veste uželjna? Uželjna, veste kaj, čez 3 dni bo 63 let, kar smo skupaj. To pa čudovito. Ja. Ja, tako se ne govori. Krasno. Ja, Ali pa glasno povej. Ja, ali pa glasno povedati. Ali pa je treba glasno povedati, to je pa res. Me zanima še nekaj, ne? Ja. Potem sta pa začela vidva, nista bila samo doma skupaj, ne? Ampak sta začela tudi skupaj hoditi po svetu. In kako sta vidva ločevala, torej, bom rekel, privatno življenje od tistega v bendu. Torej, a so bili pogovori skozi povezani z glasbo, kakšna je bila med vama komunikacija, bom rekel, potem? Veste kaj, če je France svojim fantom kaj razlagal, Bog ne, da bi ženska govorila kaj zraven. To je to in zato je tudi 70 let. To, kar reče šef, to je moglo držati, a ne? Tak je pač. Ampak veliko smo potovali res po svetu. Amerika, Kanada je bila enkrat 56 dni, zelo naporno. Se veste, potem še kakšna bolezen pride vmes in ja, in to je prav, veste, da je potem kaka ženska zraven, da skrbi za recneje. Ampak vemo pa oba, kako je to, ne? Seveda v ansamblu je Franc šef in se ga posluša, ko pa je konec nastopa, se pa vloge obrnejo verjetno. Da. Pa pol ni več Franc šef, ali je tudi še vedno? Še vedno je. Vedno Franc šef. Še vedno. Ja. Ampak neko, bom rekel, usklajeno potem ne bi 63 let bila skupaj. Super, krasno. Tako, še veliko bomo govorili, hvala za enkrat in gremo naprej na naslednjo skladbo. Ko misliš si, en krasen valček bomo slišali, uživajte. Ko misli si, da več jih ni novih melodij, prav nič ti kaj ne kane, ostal si prazne glave. Ko misli si, da je že vse napisano že, pa nekaj tiho pove.
ne bo več ni, kot so nekdaj bili. Pa viter se obrne, prinese nove sanje. Pomislil si, da več jih ni, zaman bile so skrbi. Nov dan čez noč rodi, polno novih melodij. Ko misliš si, ja tako, še vedno v našem studiu 4 kovači in še vedno je zelo veselo in jaz bom zdaj stopil med oba Andreja. Tako, Andrej in Andro smo se zmenili, tako če lahko pridem Dajte malo kamero razširiti. Ja, tako med vama se fajn počutim, ker smo podobnih konstrukcij. Drugače pa sej det mora biti deta, ne, pravijo. Ja, normalno, vsaka sapica ga lahko drugače premakne, ja, to pa ni v redu. Tako da je v redu. Na kaj misliš, Andro, če te zdaj lahko tako poimenujem, da se bomo... Ja, v redu. Na kaj misliš, da smo Korošci najbolj ponosni? Poleg tega, seveda na 4 kovače smo vsi ponosni, ampak kaj misliš, da je na Koroškem takšnega, recimo, ko v drugih pokrajinih ni? Mežerli. Čim bi se lahko pohvalili? Mežerli. Evo, to imam Pa rad. mošt. Pa mošt, ja, ajde. Pa da nimamo avtoceste. A s tem se moramo hvaliti? Ja, dajš ne. Nimamo ne avtoceste, nimamo ne nobenega termalnega kopališča, teda pač kakih term, teda edini Ja. tu nimamo. To je pa tudi nekaj, ki je treba ceniti. Ja, je treba ceniti. Tako da mi Korošci, recimo, vi ste mogli iti včeraj do doma, ne? Ja, Da ste lahko danes prišli v oddajo. No, si jaz tudi, ne, ker sem z unih koncev. Malo heca mora biti. Malo heca mora biti, ja. Kako dolgo sta že vidva, torej člana 4 kovačev? 11 Andrej? leto. 11 leto. 11 leto. Oba sta se pridružila istočasno. Skoraj tako bi bilo včeraj. Res? Ja. 11 let je hitro minilo. A se recimo, da je vajen pogled, recimo, a se spomnite katerega takšnega nastopa, ki je bil res poseben, da bo vama zavedno ostal v spominu? A je vsak nekaj posebnega? Vsak je nekaj posebnega, ampak mislim, da bil najni prvi javni nastop na Noči Modrijanov. Ja? Ja. Pol sta pa stopila kar na velik oder. Na par tisoč poslušalcev, ja. In glede na to, da sta vseeno že izkušena takrat bila, ampak vseeno je pa verjetno bilo mičkeno Ja, brez skrbi. malo treme. Brez skrbi, vsaj pozitivne treme, če že kakšne druge ne. Ja. Ja, seveda super. je. Ker, ja, če si odgovoren, ti pač čisto vseeno ne more biti. Absolutno, ja. Res je. Krasno. Zdaj grem pa spet malo do Cveta, ansambla, do Hermine. Hermina, recimo, takrat, ko ste snemali skladbe, pa recimo zdaj na zadnje, kar ste snemali, verjetno je razlika od nas pa do vesolja. Bi rekel v sami tehniki, verjetno si včasih mogel iti malo bolj pripravljen na snemanje, kot pa sedaj, ko je tehnika tako napredovala. Mislim, kako bi to komentirali, recimo? Kako je potekalo, ko ste šli vi na snemanje? Ja, se res, tehnika je danes pa vse to napredovalo, ampak mi smo vedno bili 100% pripravljeni, tako da jaz se ne spomnim, da bi imeli nekakšne težave pri snemanju, zato ker smo pač bili pripravljeni in
Tako, pa ni bilo tistega, bi rekel, neomejenega časa, koliko se slišal praviti. To je bil čas, ne vem, snemanja sem imel 2 uri in to je to. Recimo, ali pa uro. Ja, moram povedati, da takrat, ko smo hodili v Ljubljano še na snemanje, smo prišli v Ljubljano, šli so z vlakom, takrat še ni bilo teh avtobusov, toliko povezav prometnih in so prišli tja, pa so rekli na snemanju, ja, danes pa ne bomo snemali, ker pač ni tega in tega. In veste, vse sorte zgodbe so bile, ampak to je zgodovina zdaj. V glavnem mi smo potem, ko smo delali tudi pri Zlatih zvokih, super, vedno pripravljeni in lahko seveda se pohvalimo, da imamo 47 projektov od vinilnih plošč, potem CD-jke so in kasete, tudi zlata kaseta vmes in tako. To je to. To je bera 4 Kovačev v 70 letih. Tako, in vse to lahko tudi vidimo v muzeju. V muzeju, ja, tako, ja. Da vabljeni vsi gledalci v Slovenj Gradec in v ta krasen muzej. Ja, tudi veseli smo, da smo pred kratkim dobili diamantno ploščo v Benediktu v Slovenskih Goricah za naše delo, 70 let, in pa seveda za zdajle za Silvestrovi, na Silvestrovi oddaji smo prijeli od RTV Ljubljana pastirčka, Kalinovega pastirčka in to smo zelo ponosni na to in tudi seveda gre to v muzej. Iskrene čestitke za to, to res ni kar tako. Glede na to, da ste že res, kot smo že rekla, delujete že zelo dolgo, pa bi lahko kero obdobje izpostavili, mogoče, da je bilo lepše kot pa drugo, ne vem, a so bili, ne vem, ali je bila takrat drugačna družba, ne vem, je bilo več veselic, ali je vsako obdobje bilo enako lepo? Jaz pravim, vsako obdobje je bilo lepo, pač eno tako, drugo drugače. Včasih je bilo ogromno veselic, veste, da bi lahko tudi na 5 krajev ali pa 10 krajev naenkrat šel. Sam to so bile dolge veselice. Recimo takrat so jih po 10 ur mogel igrati pa prepevati. Danes je to drugače. Ampak lepi časi so bili. Nastopali ste verjetno po celi Sloveniji, tudi izven nje, smo prej ugotovila, mogoče pa v katerem koncu pa največ? Največ in zelo pri srcu je nam seveda Prekmurje, še danes, ko pridemo, je super. Ja, drugače seveda od Primorske, Dolenjska, Štajerska, vse posod in seveda, kot sem rekla, 3-krat smo bili Amerika, Kanada, seveda po evropskih državah smo ogromno nastopali, poleg služb, moram povedati, mi smo bili vsi zaposleni. In seveda bili smo tudi 14 dni na Japonskem, kjer smo predstavili našo slovensko glasbo in tam smo bili pravzaprav najbolj ponosni, ko smo lahko tudi pokazali naše slovenske noše in ja, zelo lepo je bilo. In kakšna je pa moč razlika, ne vem, med nastopi v tujini in pa pri nas doma? Si v tujini mogoče, bom rekel, bolj spoštovan, ne vem, kakšni so recimo poslušalci? Ali bolj poslušajo, bolj plešejo, hočejo veliko stikov navezati? Kako je recimo? Ja, nekako, če to Ameriko ali pa Kanado, si predstavljaš, na primer Kanada, mi smo bili v Torontu, smo imeli sedež, potem smo pa seveda 56 dni, kot sem rekla, da smo bili eno turnejo, potem smo po celi Kanadi potovali in to je bila, gledajte, iz Toronta do Vancouvra, smo seveda potovali z letalom še 4 ure po Kanadi. To so zelo velike razdalje in to je utrujajoče bilo, ampak to so bili Slovenci, ki imajo pač sploh radi slovensko glasbo. Mislim, da danes tega ni veliko več, da je zelo to padlo dol, ampak v tistem obdobju, ko smo mi nastopili, je bilo to ogromno tega. Evropa tudi, Nemčija, tako poznate, kak je to zelo dobro sprejeta, ta muzika že za samih Avsenikov. In ja, drugače, mi imamo radi naše slovenske poslušalce in vedno smo rekli, ne bomo šli profesionalno, ampak ker imamo take krasne poslušalce, ljudi v Sloveniji, bomo kar tukaj in tukaj se tudi
smo se najlepše in se najlepše počutimo. Krasno in mi smo zelo hvaležni za to in zato so bile dobre veselice in seveda še bodo veselice, na katerih se preigravajo skladbe 4 kovačev in naslednja, ki bomo slišali, je udarna polka Dajmo še eno. Tako, dajmo še eno in res smo jo. In zopet bom stopil do Andrejev. Evo, Andreja sta menda najbolj zgovorna člana ansambla, drži? Mislim, samo doma ne. Sam doma ne. Z Andrejem smo se zmenili, lahko pa mogoče tudi kar, da malo razbijemo, mogoče oddajo, da bo Andrej povedal en vic, tak, ki ne drži sicer za najo. Ne za najo, ker mi smo čisto drugačna. Ja, drugačne mnenje mama. En je rekel, jaz jem, moja žena kuha in posledično jaz zamažem, moja žena pospravlja. Potem, ko ona pospravlja, jaz sedim na sedežni, gledam šport, pa pijem pivo, pa me ona pivo prinese. Pa se počasi vprašam, kaj bi se ona počela, če mene ne bi imela. Ja, tako. Ja. Zdaj smo dali za razmišljati našim ženam, ženskam. Drugače pa, kaj počnete še 4 kovači, recimo, poleg tega? A ima kjer od kovačev, recimo, kakšen zanimiv hobi? A je sploh čas za kakršen koli drug hobi, poleg glasbe in služb in vsega? Ne vem. Imate radi smučanje, gore? Igramo pri pihalnem orkestru, naprimer. Zelo konkurenčen. Andrej pri Šoštanju, jaz pri Slovenjgračanih, vsi smo v umetniški kategoriji, ampak zdaj so nas spet malo nažgali. A res? Je bilo kakšno tekmovanje? Ja. To pa nisem spremljal. Lansko leto, ja. Tekmuje. Skratka, oba sodelujemo v zelo kvalitetnih pihalnih orkestrih, ki tudi vzame čas. Če si glasbenik, je pač tudi hobi glasba, drugo pač, tako.
Ja. Veliko ste dali v teh letih delovanja naši glasbi, na narodno-zabavni glasbi, torej veliko skladb. Kaj pa je recimo vama glasba dala? Kaj vama glasba pomeni? Kaj vama je dala? Vidite, da ste dala zagotovo veliko. Ja, veselje, prosti čas, poleg tega, jaz sem še tudi učil na glasbeni šoli, veselje pa ponos, da se lahko pri takšnem ansamblu, vse smo igrali tudi pri drugih ansamblih, ampak zdaj je pa lepa zgodba že 11 leto. Krasno. In naj traja, veliko zdravja vam vsem skupaj želim. Jaz in mislim, da se vsi želimo. Ja, absolutno, absolutno. Tako, gremo naprej, da bomo slišali še dosti skladb. Naslednja bo Valček polka in sledi Valček, Mlinarjev mlin. V grapi stal je nekdaj mlin, mlinar živel je z njim. Ko jutro se je budilo, kolo se je že vrtilo, ropotal je dan na dan, nikoli ni bil zaspan. Se žito je mlelo, kruh dajalo vsem nam. Že dolgo ni, on je ni več sledi, le stara vsa trhla raka, utrujena tam sameva, ta čas pa naprej beži, kar bilo je manj. Dedek pa rad se spominja na mlin na davne dni. Tako, skladba Mlin in Mlinar je tako je bila to, malo sem narobe povedala. Mlinarjev mlin je to. Mlinarjev mlin, zdaj sem razmišljal. To so spomini na stare čase, ko so še delovali mlini v kakšni grapi. Ja, to je potem France nekako v spomin mlinarjem to po svetu. Ja, ker ste že vprašali prej, kako dolgo sta naša dva pihalca v ansamblu, jaz bi pa še povedala, pa naj povejo, kaj so pa na levi strani ti fantje, kako dolgo sta ansamblu. Jaz bom zelo vesel. A boste vi povedali? Ja, bom pa jaz povedala. Ja, prosim. Zdenko 34 let. Jože 35 let. Krasno. In Srečko 34 let. Glede na to, da ste tako dolgo, vi ste že skoraj v plenicah začeli. Tako fajn izgledate, da ste hitro začeli. Ja, te pa grem še zdaj, ker ste tako fajna. Evo, to sta slavna brata, tako. Lepo zdrav tudi vama. Sta v redu? Zdravo. Odlično. Vse pod nadzorom. Vse pod nadzorom. No, krasno. Torej, 35 let smo rekli. Ja. To je doba in... Kar lepa, dolga doba. No? Dolga doba. Ja. Verjetno je tudi, zdaj, ko sem prišel do vaje, obstaja kakšna taka anekdota, ko je pa vidva recimo ne boste nikoli pozabila, ali pa kakšna zgodba, kakšna zanimivost iz nastopov, ki se je vam pripetila. Se spomniš mogoče kakšne? Kaj pa vem, marsikdaj se je kaj zgodilo, tudi takega, ko mogoče ni zdaj na televizijo, ampak vsega ne smemo spomnimo se samih lepih stvari, res. Minilo je teh 35 let pravzaprav hitro. Tako da
bi pa mogoče rekel, da bi vsaj še tole leto v redu odigramo, da naredimo tako 70-letnico, kot se spodobi. Kot se spodobi, absolutno. Tudi jaz vam to iz srca prvoščim. Kak je pet z Hermino, recimo znano, odlično pevko? Takrat, ko si recimo začel, sem imel kaj rešpekta, tudi ti si odličen pevc, da se bomo narobe razumeli, ampak ne vem. Ja, ne vem, jaz sem prišel takrat, Hermina mogoče malo narobe izračunala, 34 let smo pa res, ja. V redu. 34, tako da takrat, ko sem začel, sem mogel osvojiti okrog 80-90 pesmi v roku 2 mesecev. Novembra sem prišel, decembra za staro leto smo že v Radlah igrali. Tako da je bil kar napor. Ja. Tudi v glavi se mi je vse pomešalo včasih, ker pri nas glasovno včasih moram peti prvi tenor, včasih drugi tenor, včasih bariton in se potem te lege, moraš biti zelo skoncentriran, da jih znaš zadeti, ne? Da prav odpoješ. Ampak je to super, vse je v redu za danes. Ja, zaenkrat še, ja. Krasno, ne traja. Tak, ja. No, zdaj pa, da še do Zdenka stopim, evo, Zdenko je pa prvi bas Koroške. Ja. Kaj ne rečemo? Ja. Mogoče, če se lahko tikamo, smo prej zunaj rekla, se bomo tikali, muzikanti se tikamo ponavadi, no. Se ti spomniš morda kakšne anekdote, kakšne zgodbe? Je kdo pozabil kakšen inštrument na špil? To si bistvo reči, da ponavadi se da mi vozimo, Jožek pa Srečko pa jaz skup. In jaz sem enkrat pozabil doma bas. Jaz sem vozil, ne vem, kak gužva je bila, pa se usedem v avto, pa mislinje pa jaz rečem, čuješ, pa sta videla dala bas noter, pa kar ni najn bas. Je pa tvoj bas, ki pa ga imaš. Jaz ti rekel, da zdaj pojga. Ampak ste pa pravi, zdaj ceno prišli na... Ja, res problem. Mi smo si zmeram vzeli rezervo, ponavadi 1 uro, za kako kavico, ki spijamo. Tak da pride... Kavico z dodatkom, a ne? Z dodatkom. Z mlekom, mislim. Z mlekom, ja. Prekrasno vse. V glavnem, v začetka smo se tako s kombijem vozili. Tam se je pa že šef prepovedal, baš Zdenko bas. Pa takrat me še ni bilo treba, ko nisem bil še mlad. Ja, zdaj pa kot so leta, pa te pa treba tudi poštivati vse. Vse, kaj je treba zraven vzeti. Se znam narediti, to bi že moje doma delati. Ja, nisi en ti v tistih, ko ti mora žena vse prnesti. Ja. To se novni vid navezuje, ja, tako. Ok, ja, krasno, naj traja ta zgodba, ne? Naprej se še imejte... Lepo prosim, ja, se pravim. Absolutno, vam to pravoščemo. Jaz mislim, da to ne bo tako, da bo kar tako hitro. Ja, absolutno. Meni še fali 5 let, najmanj do muzik penzije. Se pa vsaj 5 let. Zakaj pa ne, seveda. Bi še koji mrli, Absolutno. Absolutno. Naj traja in vsem želimo seveda zdravja, še posebej pa seveda Francu in Hermini in v glavnem celotnemu bendu, no. Da bo zgodba trajala. Pa se še ne poslavljamo, zdaj tako govorimo, kako bi rekli že adijo. Gremo naprej. Se je tako zmeram, ko je bilo 40 let, je bilo isto. Je bilo isto, neko prelomno leto. Krasno. France ne da. Ne. In prav je tako. Tako, France ne da, France je z Koroške in jaz sem zelo vesel. Korošci smo taki trmasti, ljudje drugač in se ne damo kar tako. In prav je tako, gremo naprej, naslednjo skladbo pa podarjamo vsem Jožetom na Jožefovo. Uživajte. Časi, ko smo še vsi bili
zmeraj v mesecu marcu, prišli smo domov k očetu, pesem za god zapeli, sedli mu toplo dlan, da bi še mnogo let bilo njegovo Jožefovo. Saj le še enkrat se vrnil tisti dan, le enkrat še samo segli mu toplo dlan. Ko bi lahko še enkrat spet zbrali se doma, praznovali tako kot nekdaj na Jožefovo. Lahko še enkrat spet zbrali se doma, praznovali tako kot nekdaj na Jožefovo. Tako, še vedno spremljate oddajo Najvižja in še vedno so naši glasbeni gosti, legendarni štirje kovači, ki jih danes gostimo v našem studiu in smo zelo, zelo veseli. Hermina, se dobro počutite tule pri nas? Odlično, vedno se odlično počutimo. Je domače vzdušje. Ja. Prej sem govoril o hobijih, pa vseeno, recimo, verjamem, da vidva s Francom nekega posebnega hobija, poleg službe in glasbe, verjetno nista mogla imeti, pa me vseeno zanima, ali pa se motim. Ja, se malo motite. Se motim, v redu. Moj hobi je seveda še poleg prejšnje službe, seveda, je vodenje turistov. Jaz sem naredila izpit za turističnega vodiča pred 27 leti in zelo veliko sem hodila Slovenijo, Mačarsko, pa potem del Italije, Avstrija. Krasno, to pa nisem vedel. Ja. Krasno in to tudi verjetno, ja, to je kot hobi in dejansko tudi malo odgovorno, bi rekel. Zelo odgovorno, se veste, včasih imaš potem kakšno skupinico mladih nadebudnežev, tam 14, 15 do 17 let in je to 3 dni, naprimer, kar naporno jih voditi. Recimo, kaj pa vidva rada počneta za sprostitev, bi rekel, če zdravje služi, če je vse v redu? Kaj je vama, recimo, nekaj, kar vaju sprošča? Poleg glasbe seveda spet. Ja, veste kaj, midva velikokrat sedeva v avto, se odpeljeva, naprimer, proti Lendavi ali potem obiščeva kakšne neznane kraje, male kraje, greva na kavico in potem uživaš, ko gledaš publiko oziroma ljudi, ki so okrog tebe in to je najboljša sprostitev, se tam spoznaš, pa debata in to je zelo lepo. Torej sta Slovenijo verjetno obiskala in prevozila po dolgem in počez. Ja, tako. A pa še obstaja kak tak skrit kotiček mogoče, kjer še nista bila, pa imate željo? Še, ja. Krasno. Recimo, jaz si predstavljam, recimo, Hermina tudi kaj skuha, ne? Ja. Ja. Kaj ima, recimo, Franc najraje? Ne vem povedati. A je Franc, zdaj, če bomo ostali zastopili koroška beseda špurov? Ne, ni špurov, ampak kaj bi rekla? Ja, zelo rad ima kuhane štrukle. Franc, kaj še imate radi? Poleg štruklov. Kuhane štrukle, ne takrat, je še drugo. Kaj? Zdaj jih ne moram povedati, ampak
Vse, kar je dobro. Vse, kar je dobro. Krasno. Večkrat se tudi pravita, verjetno k Dularju, to je najbolj znana koroška gostilna. Ja, tam je tudi nastala v teh 3 deklicah mala solzica in smo zelo dobri prijatelji, ker so tudi dobri ljudje. Ja. In tako da z temi malimi deklicami smo hodili tudi po planinah, Radoho smo obdelali, Krnska jezera, in veliko smo tudi po planinah hodili. Sklad takih lepih imate toliko, da bi oddaja mogla trajati 2 tedna skup in bi lahko en rekord podrli, ampak ga žal nimamo možnosti in zato bomo jih slišali samo nekaj od 800, preko 800 je, ampak nekaj jih bomo danes. Nekaj jih bomo, krasno. Ampak to so danes bile bolj tiste, katere nismo toliko nastopali z njimi in tako, da so bolj sveže za vse. In je prav, da jih obudimo. Ja, krasno, zato gremo naprej na naslednjo. Naslednja skladba, vesela polka, kot se za polko spodobi, spomin na škale. Zazvenela je polka, spomin na škale, zdaj gremo pa kar naprej na naslednji krasen valček. Pozabil si moje ime. Uživajte. Pozabil si moje ime, a prej si me zmeraj poklical, pa če tudi samo zato, da slišal bi moj glas. Čuti, če si me vpraševal, če karkoli kdaj potrebujem, da naj ti zaupam, povem, kaj skrito je ljudem. Le kaj se je zgodilo, da tako molčiš? Prosim, povej mi, rada bi vedela, saj ne moreš kar molčati, a vsaj odgovori mi. Ti meni si drag prijatelj, že od otroških
če tudi samo zato, da slišal bi moj glas. Čuti, če si me vpraševal, če karkoli kdaj potrebujem, da naj ti zaupam, povem, kar skrito je ljudem. Le kaj se je zgodilo, da tako molčiš? Prosim, povej mi, rada bi vedela, saj ne moreš kar molčati, pa vsaj odgovori mi. Ti meni si drag prijatelj, že od otroških dni. Tako, slišali smo krasno, čutečo skladbo Štirih kovačev in krasno je to zapela tudi naša Hermina. In čas v dobri družbi, tako vedno rad povem, in ob dobri glasbi hitro mine in tudi mi smo že skoraj pri koncu. In prav je, da še enkrat omenimo 70 let delovanja Štirih kovačev v letošnjem letu. Ja, in Obeta se prvi velik javni nastop na VTV-ju nocoj. v letošnjem letu in mi smo zelo veseli in ponosni na to. Praznovalo se bo torej, načrtovano je v mesecu maju v Slovenj Gradcu. Ja, tako načrtujemo, ja, in potem bomo v medijih sporočili, kako in kaj, tako da bo potem javnost vedela in seveda že vabimo na naš koncert. Krasno. Mi se tega zelo veselimo in pridemo skupaj z ekipo tudi na ta koncert, to obljubimo in bo ziher krasno. No. Tudi mi mislimo, da bo tako in pričakujemo, da bo tako. Absolutno bo. Ja. Hvala lepa še enkrat vam vsem skupaj, da ste prišli. Štirje kovači se lepo zahvaljujemo za povabilo in seveda lahko noč gledalcem VTV-ja. Hvala lepa za lepe besede in hvala še enkrat, da ste prišli v naše goste. Vam pa, spoštovani gledalci in gledalke, želim en prijeten preostanek večera. Obeta se nam menda nekaj snežink in jaz upam, da zares, ker zdaj je že skrajni čas, čim manj težav na cestah želim in pa čim več dobre glasbe. Gledamo se prihodnji četrtek, za konec pa še ena skladbica, Ne zamerite mi. Uživajte in lahko noč. Na vrhu griča stala je hiša iz lesa. V njej bila je moja majhna zibelka. Še majhen diček, odšel sem z doma toplega. Zakaj povedati ne znam? Rad bi se vrnil tja, a ni tiste več poti, ki peljala je nekoč na moj dom. Na grič ozrem se, mi srce zajoče, zaigra. Poglej, saj tu sem bil doma. Ne zamerite mi, drugače zdaj vidim se. Rad vračam se na moj grič, v srcu toplo mi je. Hiše zdavnaj več ni, malo mojih je še ljudi. Na
griču ostal je čas otroških dni. Se vrnil tja, a ni tiste več poti, ki peljala je nekoč na moj dom. Na grič ozrem se, mi srce zajoče, zaigra. Poglej, saj tu sem bil doma. Ne zamirite mi, drugače zdaj vidim se. Rad vračam se na moj grič, v srcu toplo mi je. Hiše zdavnaj več ni, malo mojih je še ljudi. Na griču ostal je čas otroških dni.